Zgodba o PlayStationu. Veste, to je res nekaj več kot samo zgodba o tehnologiji. To je pripoved o drznih sanjah, o legendarnem oblikovanju in, ja, o kulturi, ki je v dobrih 3 desetletjih postala pravi moderni mit. Res, eno najlepših poglavij v zgodovini elektronske zabave. In točno ta misel nas bo vodila skozi tole našo pripoved. Ker, poglejte, vsaka generacija je bila svet zase, čisto svoj, edinstven korak v neko novo obdobje domišljije. Da bi res razumeli, zakaj je današnji PlayStation 5 tako mogočen stroj, se moramo najprej vrniti čisto na začetek. Potovanje se torej začne leta 1994 z neustrašnim pionirjem. Potem skočimo v novo tisočletje z absolutno vladavino kralja. Sledi soočenje z lastno, morda preveliko ambicijo, potem pa mojstrstvo. In na koncu, zadnjo generacijo se zarišejo obrisi prihodnosti. Vsaka letnica tukaj je nova osebnost, nov način doživljanja svetov. No, pa začnimo. Prvo dejanje pripada novincu. V svetu, kjer sta takrat kraljevala Sega in Nintendo, je Sony naredil nekaj, kar se je zdelo skoraj nemogoče. Iz nič je ustvaril tretjega velikana. In ta velikan ni prišel samo tekmovat, prišel je zmagat. Kaj je bilo njegovo skrivno orožje? Preprosto, prehod na 3D grafiko in uporaba CD-jev. Ampak pozor, to ni bil le tehnični preskok, ne. To je bila revolucija v pripovedovanju zgodb. CD-ji so razvijalcem kar naenkrat dali ogromno platno za daljše zgodbe, za orkestralno glasbo, za svetove, ki so se prej zdeli nedosežljivi. Igre so postale filmske, skoraj literarne. In na tej platformi so se rodile legende, ki odmevajo še danes. To niso bile zgolj igre, bile so, rečimo kar, kulturni potresi. Čisto vsak od teh naslovov je na novo definiral svoj žanr in ustvaril celo generacijo igralcev, ki so v igrah prvič videli nekaj več kot le preprosto zabavo. In potem je prišel on, kralj. PlayStation 2 ni bil samo konzola, bil je črn, eleganten monolit, artefakt iz prihodnosti bi lahko rekli. Dajal je občutek, da je v dnevni sobi pristal kos tehnološkega prestiža, ki bo tam ostal zavedno. Sonyjeva poteza je bila, roko na srce, genialna. PS2 je bil namreč tudi izjemno kakovosten in, kar je ključno, cenovno dostopen DVD predvajalnik. Ljudje so ga kupovali za gledanje filmov, ampak s tem so nezavedno v svoje domove pripeljali trojanskega konja polnega neverjetnih iger, ki so jih zasvojile zavedno. In ravno zaradi tega PS2 ni bil le tehnični, ampak predvsem čustveni preskok. Postal je socialna naprava, okoli katere so se zbirali prijatelji in cele družine. Postal je tovarna spominov, zgrajenih na igrah, kot so Tekken 5, Shadow of the Colossus ali pa Gran Turismo 4. Nepozabno. Naslednje poglavje je pa zgodba o padcu in ustajenju. To je obdobje skrajnega kontrasta. Na eni strani aristokratska, skoraj arogantna ambicija PlayStationa 3, na drugi pa disciplinirana, osredotočena popolnost PlayStationa 4. PlayStation 3 je bil drag, zapleten in zgrajen na res eksotični arhitekturi imenovani cel. Bil je neverjetno zmogljiv, ampak hkrati tudi neverjetno težaven za razvijalce. PlayStation 4 pa je bil njegovo čisto nasprotje. Eleganten, minimalističen in narejen z enim samim ciljem, biti najboljše možno orodje za igranje iger. Po lekciji, ki so jo dobili s PS3, je Sony naredil nekaj precej radikalnega. Prisluhnil je. Osredotočil se je na zmogljivost, na preprostost in predvsem na igre. PS4 je tako postal prijatelj igralcev in razvijalcev, kar se je na koncu izkazalo za absolutno zmagovalno formulo. Ta premik v filozofiji se je morda najbolj očitno pokazal pri kontrolerju. DualShock 4 je bil res majstrovina ergonomije in funkcionalnosti. Ni bil več samo ploščica z gumbi, postal je podaljšek telesa, skoraj kot nek nevrološki kabel, ki je misli neposredno prevajal v dogajanje na zaslonu. In tako pridemo do danes, do te bele, futuristične skulpture, ki stoji v naših sobah. PlayStation 5 ni samo naslednja konzola v vrsti, je manifest. Je Sonyjeva drzna izjava o tem, kaj igranje je in kaj še lahko postane. Njegova tehnologija je, odkrito rečeno, osupljiva. Ultrahitri SSD disk praktično briše meje med svetovi, odpravlja čakanje. Sledenje žarkom slika svetlobo z neverjetno realističnostjo, 3D zvok pa nas postavi v samo središče dogajanja. In najboljše, vse to se dogaja v skoraj popolni tišini. Stroj izgine, ostane le portal. Ampak
Največja revolucija te generacije se pravzaprav ne skriva v sami konzoli, ampak v rokah, DualSense. To je tisti del prihodnosti, ki ga je treba občutiti, da bi ga razumeli. Kdor ga prime v roke, reče eno in isto. Tega pa še nisem doživel. DualSense ni več samo kontroler, je komunikacijski organ. Haptični odziv omogoča, da pod prsti dobesedno čutimo dežne kaplje ali pesek. Prilagodljivi sprožilci simulirajo napetost loka pri puščici ali odpornost avtomobilske zavore. Dotik, zvok in slika prvič v zgodovini delujejo kot en sam, usklajen instrument. Ko zdaj pogledamo celotno pot, od začetka do danes, postane jasno, da to ni zgodba o plastiki in procesorjih, sploh ne. To je zgodba o tem, kako je igračka za otroke postala eden od srednjih kulturnih stebrov našega časa. Konec koncev, PlayStation ni le kos elektronike. Je časovni stroj, ki hrani spomine na otroštvo. Je simbol neprespanih noči, prijateljstev, rivalstev in tistih nepozabnih, zlatih trenutkov, ki so oblikovali cele generacije. Vsaka generacija je imela svoj čisto edinstven značaj. Od drznega pionirja, ki je spremenil pravila, preko neustavljivega kralja, pa ponosnega, a zmotljivega eksperimenta, do discipliniranega majstra in končno drznega vizionarja, ki že danes riše prihodnost. Ta saga je pravzaprav zgodba naše celotne digitalne dobe v malem, od okornih prvih poskusov v 3 dimenzijah do fotorealističnih svetov, ki jemljejo dih. Vsak PlayStation je artefakt svojega časa, zamrznjen zapis tehnoloških ambicij in sanj, ki so nas pripeljale do sem. In tako pridemo do vprašanja, ki ostaja odprto. PlayStation v svet se nenehno širi. Če je PS5 res okno, skozi katerega zremo v prihodnost, kaj ali kdo bo odprl vrata? Kateri bo naslednji korak, ki bo znova premaknil meje mogočega? No, odgovor je del te čudovite, neskončne sage.